Živijo, danes je z mano moja kolegica Nika Ilić, ki se v bistvu poznava prek Instagrama, tako da sem tle glumila, da smo mi dve ful kolegice, ampak danes smo se prvič v živo spoznali. Ja. In sicer Nika ful obvlada thrift shopping in second hand shopping in vse te zadeve, zato sem jo danes poklicala sem, da vam malo razloži, kako to ona počne, zakaj to ona počne in pa kaj so najboljši kosi, kar si jih najdla. Okay. Dajva začeti, zakaj si sploh se odločila za second hand shopping? Tako čisto spontano v bistvu, neplanirano enkrat sem opazila, da v bistvu mi to imamo pri nas, ker nisem vedela sploh. In sem rekla, daj pa iti pogledat, pač mogoče pa najdeš kaj pametnega. In v bistvu sem v tistem shoppingu najdla tako 3 ful dobre kose, tako polna vrečka je bila. In zato sem plačala 9 €, tako da to je bilo tako. Ok, za 3 kose, 9 €. 9 €, ne za posameznega, ampak za vse skupaj. Ja. In še bolj mi je bilo cool to, ker je v bistvu veliko stvari, ki sem jih takrat vzela, je bilo bombažnih, kar je meni res pač ful važen. Material tako mora biti dober, predvsem da je naraven, da lahko koža diha. In ful sem bila navdušena, ker ne vem, dobila sem 2 zanimive obleke, eno hudo jakno, tako pač za 9 €, pa stvari se potem itak vedno dajo še malo prirediti, da potem malo zanimivo izpadne. Prej si mi omenila, da nisi shopoholik in da ti je tako malo zoprn po trgovinah hoditi pa tako, ampak zakaj pa pol greš v second hand shope pa si daš to še dodatno delo prebrskavanja teh kupov in kupov oblačil? Ma se mi zdi, da je mogoče to bolj prepričanje, da so ne vem, kupi in kupi stvari. Sej je res, je velika količina, ampak tam vem, da pač ful se lotam na ta način, da si ne vzamem zdaj celega dneva, ampak si vzamem, ne vem, grem po službi, preden se z nekom dobim, če moram nekoga počakati za 10 minut, za pol urce max, če še kaj probavam. Si vzamem lepo, vse pregledam, na hitro seveda, in itak nekako opaziš, kad ti neka tkanina, nek kroj, neki ti pade v oči in to pol potegneš ven. In ne vem, včasih bi našla kakšne super stvari, ne vem, neko tako krilo dolgo, blazer, neke bleščice, sliši se ful kičast, presežem, da je bilo dobro. Mogoče imam celo sliko, ki jo bom mogoče tja še dodala noter. V glavnem, res je super izgledala, sam iz tega ne bi imela za kdaj pač obleč, ne bi imela pač ponositi. To bi mogoče oblekla tisto enkrat in to bi bilo to. Ne vem, cena je bila tudi za cel komplet hud smešna. Ne vem, 20 € recimo za cel komplet. In tako, vem, da bi znala jaz pa včasih to tako, ne vem, ali dati na Instagram, ali poslati frendicam, ali tako neki ful hudga je, men pač ne bom tega ponosila. Pejte pogledat. Pa si imela kdaj kakšno stigmo, sploh na začetku pred second hand shoppingom, da vem, da je to malo tako ifi? Ful ja, tako bad mi je povedati, ampak ja priznam. Tako v preteklosti se mi zdi, da sem ful tako bila, kaj jaz vem. Ne vem, ja, res nek tak občutek, kar ne, kaj second hand, kar neki, ne. Ampak tako, v bistvu, itak stvari ne bi bile pač tam razstavljene, če ne bi bile, ne vem, cele, lepe. Ni, dobro, se najde mogoče tudi kaj, da je mečken bolj zmošeno ali karkoli, to itak je vedno možnost, ampak velikrat so zadeve, ki so, ne vem, si jaz včasih predstavljam, da je mogoče nekdo kupil, pa ni nosil, ali pa je oblekel enkrat, tako stvari, ki so res, ki bi bile nove, no. In, ne vem, včasih res po smešnih cenah, tako najdeš nekaj, ki je super, ki lahko, ne vem, za to srajco recimo, sem dala 2 € ali 2,5, nekaj tasga, pa jo pač ful nosim, tako vem. Ful jo nosim, skozi jo ima na Instagramu povsod. Pač ja. Danes sem rekla, tako moram malo reprezentati, ne pač. V naši Facebook skupini Najdi svoj stil sem povedala, da bom gostila Niko in sem vas vprašala, da dajte vprašanja. Tako da, Nika, Tija te je vprašala, katere kose najrajš kupuješ v second hand trgovinah? Ok, dobro vprašanje. V glavnem, ne da najraj, ampak vedno sem pozorna na kakšne zanimive jakne ali pa blazerje. To se da, se mi zdi, ali pa imam jaz mogoče srečo, ful dobro najdeti. Mogoče tudi zato, ker nisem toliko striktna glede tega, da mora biti nekaj ful telirano, ker bi recimo tudi kupila, ne vem, trenč, ki je 4 cifre mi prevelik, ampak je pač malo ogromen, malo zaviham rokave. To,
Tako da mislim, da po moje najraje kupujem, oziroma najbolj sem pozorna po moje na te zgornje površnike v bistvu. Džins jakno, belo sem dupla, potem kva še, jakno v bistvu fulno. Stvari, ki so načeloma dosti drage, če jih greš kupiti. Če jih greš tako kupiti, ja, pa recimo neki, kateri so stane trenč, ke ne vem, moja mama ima trenč, že ne vem, se zmišljala 10 let recimo, lahko imaš tudi dlje. Ja, džins jakne itak vedno prav pridejo, se včasih tudi iz roda v rod prenašajo, pač, ne. Pa bolj kaj znuca na bolj zgleda. Boljš je, se to, ja, pa veliko lahko tudi pol narediš, recimo, ne vem, jo tudi pol sam malo prerežeš, kaj porišeš, popišeš. Pa ti ni škoda, ker nisi toliko plačal, ne. Nika, ti jaz sprašuješ še, kako to, da se ti ne zmeša v vseh oblekah v trgovini in pa, katera je tvoja najljubša trgovina? Okej. Ma ne zmeša se ti, sej imajo punce tam skozi, kar skrbijo, da je urejeno, no. Je res, okej, mogoče večja količina, ampak vedno je nekako urejeno, vidiš mogoče nekaj, ki ti je zanimivo, pač ne greš glih prebirati čisto vseh stvari, tako da na ta način se ti ne zmeša. Kaj bo še drugo počela? Najljubša trgovina? Najljubša, mogoče mi je najbolj pri roki, ki je v centru in največkrat grem, zdaj težko rečem prav najljubša, ampak tam recimo največ stvari najdem, ta textile shop pri Zmajskem mostu, pa mislim, da imajo zdaj še eno trgovino, ki je pa sam za vogalom na Trubarjevi, ker pa še nisem bila tam. To moram še prečekirati. Lili pa sprašuje, če poznaš kakšne second hand trgovine, kamor lahko tudi odneseš oblačila in dobiš za njih kakšno plačilo. Tega pa res ne vem. Možno, da obstaja. Mislim, da v tem textile shopu ni tako. Mislim pa, da so včasih neke te fore, da preneseš včasih, ni neke dobrodelne zadeve tudi, da preneseš oblačila, pa potem dobiš nekaj v zameno, ampak jaz vem, da sem v Gvantu spraševala v BTC-ju, pa so rekli, da ne sprejemajo nič, zato ker dobijo vso robo iz Nizozemske, tako da to je večinoma kar ta zgodba, ne, da večinoma kupujejo vse na velikih količinah in ne odkupujejo od posameznikov, ampak izplača se vprašati vsakeč posebej, sploh če so kakšni manjši, taki bolj butične zadeve, ali pa če imaš neka oblačila, ki imajo ful visoko vrednost. Če gre to za res neke blagovne znamke, neke Guess, Max Mara, take zadeve, to bi se pa po moje kar odkupili. Sicer ne te pač ta nižje cenovni, no, ampak takšni te, ki so bolj, ki jih bolj zbirajo. Njih to smo pregovorile, ne, da imaš tudi dva tipa različna second hand trgovin. Ja, v bistvu res mogoče nekaj, kar si že omenila, da nakupujejo bolj tako res na količine, ne, da so potem tudi recimo cene temu primerne in potem neki taki, ki so res prebrani kosi, posebni kosi, ki mogoče pašejo v neko določeno zgodbo, ne, pa da bi temu lahko mogoče rekli, da je nekaj malo bolj luksuznega ali pa malo bolj na neko tematiko, ne, to. Najljubši detalj. Ful sem malo fajn tle na butičniku, tako da verjetno ne ful slabo slišite, pa vse slika mi ga take premalo svetlobe, ampak mi pa se malo fajn. Palek si car. Obvezno. Ja, nič ne, a greva kar pogledat v en shop, pa da vidva, če kaj najdeva slučajno. Danes sva na četrtek pred Črnim petkom, tako da mogoče dobiva še kakšen popust na že tako znižane cene. Ja. Tako da to bi bilo čisto bizarno, ampak greva probati. Bova videla, ja. Če veste vi za mogoče kakšen second hand, ki odkupuje, ali pa nasplošno za second hand, v komentarje. Dajte mi sploh nasplošno, sploh tisti, ki niste z Ljubljane, pa veste za kakšne second hande drugje po Sloveniji, dajte mi vse v komentarje napisati, pa bom jaz dala v opis videa, tako da bo tam vse zbrani, da bomo tudi druga mesta, Maribor, Celje, Koper, Kranj, vse to. Ok, greva. Kam greva? V second hand, na Zmajskem mostu. Izgleda kar lepo, pa vse je -30. Ja. Verjetno na 2 evra še -30. A si ready? Ja. Greva. Nika je šla v akcijo. Vedno gledam take neke večje, bolj konkretne, kot so recimo jakne. In na hiter malo sam pač preberem, če je kaj, kar mi recimo takoj pade v oči. Mislim, da tlele ne, tako da nadaljujeva.
By the way, ko smo noter prišli, je na blagajni punca kupovala eno tako hudo srajčko, a ne? Tako da, to je kar dober znak. Kvejte v second hand. Naj se ustrašiti količine stvari, kakor vidite, je vse lepo urejen. Pa ful je Pokaž. svetlo. Svetlo je, ja. Dobar je precej stvari, ampak lepo se šeli. O ja, živali. V glavnem, cool oblekca. Animal print. Ful popularno zdaj, ne? Velika. Ja, zdaj, pa tudi vedno po moje. Mogoče malo prevelika, ampak jaz včasih delam stvari, ki sicer ti vedno piše, da tega ne početi, ampak včasih kaj prevelikega dam lepo v sušilni, se malo skrč in je pol to. Ali pa recimo se je že zgodilo, da, ne vem, redko sicer, ampak da sem na beli jakni, da je bil nek madež, pa sem pa tako, pa je šlo ven, ne? Tako da včasih mogoče nekaj ni čisto 100% na prvi pogled, ampak se da, ne vem, vam mami, babica lahko kaj preuredi ali pa recimo šivilju se lahko da za neke take minimalne popravke, da je pol, ne vem, zadeva lahko res izgleda super. Kdo vpraša, kje sva zdaj? Kje smo zdaj? Pri mojem najljubšem delu moških stvari. Vem, da se sliši hecen, ampak najdejo se super srajce, lepo krojene, lahko jih, ne vem, nosiš oversize s pasom, puloverji tudi, prevelike jopce, tukaj se zdaj itak vse nosijo oversize. Ali pa recimo za kakšne, ki so mogoče bolj drobne, otroški oddelki. Recimo, zame to ne pride v poštev, tako da moški, ampak mogoče za nekoga pa tudi otroški, ne? Amava, kaj zanimivega. Zgleda kar cool. Pač vse, kar je tako denim. Tak droben vzorček. Ja. Všeč mi je vratnik. Pa tako, lahko jo zavežeš, mogoče okolo obrneš. Tako, da se ful stvari prirediti ali pa malo narediti, da so bolj posebne. Ali pa puloverji. Puloverji pa itak, ja, top. Kaj pa tole? Nice. Noro. Tu zna biti že skoraj tako dolgo. Aha, še gumbe, malo. Jopca je. Tudi malo manj zame, ampak ful lepe te kitke, ful lepo narejena. Pa še kaj piše? Aha, for beautiful people, lej. Joj. Moje rdeče roke, da... Nice. Evo, in ta je 8,60 €, ne? A veš, to veš, da je bilo že parkrat opran, pa se ne mucka, ne? Tako da je cool. Dobro, malo je zmuckan, ampak ni panike. Zdaj to srajčko, kar smo najdli. Pač to ima rožice me gor, čakaj, da ti jaz pokažem tale potisk. Pa tole. Črte. Top. To iskreno ne vem, ali je moška ali ženska. Ja, mislim tako, kot če je moška, kakorkoli, a veš, je je teplih rahlo oversize, ne? Kaj pa to? 97. Rudolfski, zelenčki. zdaj tako za ta cajt. Top. Prej rdeč tako. šal. Ja, pa tak lep bombaž je v bistvu tak malo jeans varianta že. Tako da to so res 97. 97, ja. Pa to so res mejne cifre, pač. Ja. Pa se pravim, sušilc, vse se da skrčati. Lepe greva. Niki so je ful mudili naprej, tako da nisva mogli ful stvari pregledati, ampak potem sem šla jaz naslednji dan sama z malo več časa, prebrskala vse, probala po moje ene 20 kosov oblačil in to so stvari, ki sem jih kupila. Tale S. Oliver srajčka mi je bila noro všeč. Barva je točno taka, kakor jo jaz obožujem in ki mi ful paše. Ni sicer moje velikosti, je velikost L, ampak je v bistvu taka ful lušna oversized srajčka pride. Material je ful mehak in res lepo pade na telesu. Tele hlače so točno take žametne hlače, kakor sem jih jaz nosila v osnovni šoli. Ne moram verjeti, da sem jih kupila, ampak dejansko so mi bile ful všeč, ful so udobne za nositi in ful tople. Tako da strah pred žametnimi hlačami, ki so skoraj mečkan na zvonc, je tukaj izginil. Za ta oba dva kosa oblačil sem dala 8 €. Bilo je znižanje, takrat sem bila v bistvu na črni petek in so imeli 50% na že obstoječe cene, tako da je bil vsak izdelek 4 €. In to so res take stvari, kako si lahko ful popestriš omaro z second hand, včasih celo vintage
kosi. Meni je bilo res ful noro, dajte si pogledati še ostale videe, ki jih imamo v seriji Najdi svoj stil. Pa, kakor smo že rekli, če poznate za kakšne second hand shope, dajte mi napisati dol v komentarje, da vse dodam v opis videa. Se vidimo kmalu, lepo se mej, adijo!